Upokojenec je mrežo zbiranja razpletel po vsem mestu in sosednjih občinah. Prostor za zamaške je našel v prijateljevi garaži. Še na dan, ko so po vreče prišli vojaki Slovenske vojske, je pripeljal nove zaloge. Jaz sem v penziji, to mi na nek način pomeni zapolnitev prostega časa, istočasno pa delam, saj mislim, da delam koristno delo, ki nekomu koristi. Je skromen Ignac, zbrani pa mu zatrjujejo, da je njegovo početje dokaz velikega srca, neizmerne človekoljubnosti in brezpogojnega razdajanja. Njegova žena ne zaostaja. Hodim po mestu, imamo posode postavljene, pa hodim vsak dan pobiram. Vsak dan, včasih celo dvakrat na dan grem. Za Nika, ki od poroda živi s cerebralno paralizo in epileptičnimi napadi, ne govori, ne hodi, se je tako iz ptujskega konca odpeljal na trpan kamion. Ocenjuje nekje 3 tone približno. To pomeni, da bo za Nikovo zdravljenje namenjenih še okrog 1000 dobrodelnih evrov. Pravkar je na eni izmed mnogih operacij, ki jih potrebuje za izboljšanje zdravja. Zadeve se premikajo očitno tudi v njegovo korist na boljše. Habjaničeva sta si zadala, da garažo do konca leta ponovno napolnita. Ja, da bo pa videli, kak bi bil odziv ljudi, kako bojo oni pomagali. Za mnoge je zamašek zgolj navlaka, za Habjaničeva dragocen delček pomoči za Nika, za odkopovalce surovina za nove izdelke, za Nika in njegovo družino pa veliko upanje na boljši jutri.